Lepo pozdravljeni. V Beli krajini bodo letošnje velikonočne praznike zaključili s prav posebnim kulturnim dogodkom. Z operno predstavo Gorenjski slavček. Simfoničnemu orkestru bo dirigiral moj današnji gost, priznan pianist in dirigent Simon Krečič. Lepo pozdravljeni, Simon. Dobro večer. Opera nekako ni ravno navada, da prihaja iz Ljubljane, iz Maribora v manjše konce in kraje, kot je Bela krajina. Za kakšen projekt pravzaprav gre? No, pri naši produkciji opere Gorenjski slavček gre za en zelo zanimiv projekt. In sicer smo združili sile iz veliko koncev in krajev, če tako lahko rečem. Jaz osebno pač vodim simfonični orkester Domžale Kamnik. In to že nekaj let? Ja, tretjo sezono. In od nekdaj sem si želel postaviti eno odrsko stvar na oder. In zdaj, mogoče se človek, ki obišče recimo opero ali pa ki gleda eno predstavo, se niti ne predstavlja, kaj vse to je za vsem tem skupaj. No, in tako, jaz sem sicer uslužbenec ljubljanske opere in z mojim dobrim kolegom Zdravkom Pergerjem sva prišla na idejo o tem Gorenjskem slavčku. No, in Zdravko je nekako bil duša in srce tega projekta. Zbral je pevce, naredil svojo ekipo, je naredil tudi sceno, je organiziral kostume in vse te stvari, tako da bi se mi čim bolj približali eni dosti visoko, pač profesionalni operni produkciji. No, če si samo predstavljamo, naprimer, on je iz vipavskega konca, severne Primorske, in so za tega vsi pevci in zbori od tam. Naš orkester je v Kamniku, scena se je delala tam, zdaj si sam predstavljate, kako izgleda, da bi se mi vsaj enkrat dobili skupaj na eni vaji, je to zahtevalo en strašen logistični napor. Ja, ker ti gre za ta celotni ansambel zelo številčen, od pevcev. Prvič to, drugič so pa tudi vsi ljubiteljski glasbeniki v glavnem in pevci, kar pomeni, da ima vsak svojo službo še 8 ur zraven, pa otroke, pa vsake te stvari, tako da samo vikendi so prišli v poštev. Pa še takrat smo se potem z velikimi težavami se organizirali. Ampak moram reči, da smo imeli neko posebno srečo, da je lepo vse steklo, da smo imeli zadosti vaj in da smo kar dobro, se mi zdi, naštudirali. Solisti, pevci operni pa so povezani kaj z operno hišo? Deloma so. Se pravi, za te glavne vloge imamo profesionalne pevce, uveljavljene, ki so vešči odrskega nastopanja. Za stranske vloge in zbor smo pa, oziroma za stranske vloge smo poskusili dati priložnost pevcem, ki so na začetku svoje poti, ker vzgoja pevca je malo drugačna kot vzgoja nekega drugega glasbenika, naprimer. Vsak glasbenik, ki hoče postati glasbenik, mora v začetku osnovne šole se ukvarjati z glasbo. S petjem pa je pred mutacijo to v bistvu nemogoče oziroma škodljivo, tako da so ti pevci študenti drugih fakultet, ki se potem vzporedno še malo s petjem ukvarjajo in potem, če se razvijajo, če imajo dosti izkušenj, potem lahko presedejo na pevsko področje kot profesionalci. In tako smo vzeli nekaj takih mladih pevcev, ki so se potem tudi zelo fajn odrezali. No, videli smo že nekaj posnetkov, pa nekaj jih še bomo, te predstave, kajti ta v Semiču ne bo prvič, ste že postavili nekajkrat na oder v Sloveniji in ko ste dejali, izkušnje so dobre. Res pa je, da, kolikor jaz vem, bo to zgodovinski dogodek za Belo krajino. V Beli krajini še nismo imeli priložnost spremljati v živo operno predstavo. To je vsekakor nekaj popolnoma drugega, kot gledati na televiziji ali poslušati na radiju. No, vsekakor. Zdaj, do te naše predstave v Semiču imam jaz sploh en poseben odnos, ker me na ta prostor vežejo tudi dosti močne sorodstvene vezi, namreč jaz sem pol Belokranjec, lahko rečem, moja mama je prav iz Semiča doma. Tako da je to za mene osebno še nekaj posebnega. Drugače pa dejansko, če sem čisto iskren,
Sem jaz, ko sem še v študentskih letih, ko sem bil študent klavirja, imel do opere, recimo, ko sem jo poslušal na radiju ali pa tak odklonilen odnos. Tako nisem niti tega maral, samo ugasnil sem radio takrat. In dejansko poslušati opero po radiju ali pa po televiziji, lahko rečem, je samo mogoče 20% doživetja, kot če jo vidiš v živo. Ja. Ker tudi, če jaz peljem kakšnega mojega, ne vem, nečaka ali pa tako, je navajen danes vseh teh možnih efektov in računalniških iger in vseh filmov ameriških in vsega tega. Mu rečem pa pet enkrat z mano opero, pa me tako malo pogleda, tako nezaupljivo. Ja. Potem je pa čisto navdušen in rekel, pa jaz nisem vedel, da to dejansko oni tam igrajo, tle pred mano, da oni tam pojejo, da se to res tle dogaja. Ne? Tako da je to opero res treba v živo doživeti. Noben ta medij ne more tega tako poustvariti, kot je dogodek v živo. Zagotovo. In orkester, in igra, skratka resnično en glasbeni teater je to. In doslej v Beli krajini, tudi če bi želeli, to ni bilo možno, ker ti nismo imeli prostora, kam postaviti tako velik ansambel, tako veliko predstavo, kot bo to tokrat v Semiču, ki pa bo prvič tudi preizkusil te svoje zmožnosti, še malo drugačne, Semiški kulturni center, vsekakor. Vemo že vse, da bo to na velikonočni ponedeljek, pripravljeno je vse, dvorano ste si verjetno pogledali. Dvorano smo si ogledali, smo premerili, tako da bi morali, ker je stvar relativno velika, se pripelje z enim kamionom, tako da Zdravko je šel dol, je videl in je rekel, da bo šlo, to pomeni, jaz moči zaupam, tako da se veselim. Je pa to, se mi zdi, da je to tudi nekako prihodnost opere, da se odpre na ven tudi, ne, da pride v manjše kraje, da ljudi seznani s to vrstno umetnostjo, da potem bo tudi verjetno rajši prišli v Ljubljano še pogledati ali pa v Maribor kakšno predstavo. Ne, imate tudi gledališki list. Jaz sem gledališki list, ja, lahko malo pokažemo. Pokažemo še našim gledalkam in gledalcem. Obsežen projekt. Zakaj Gorenjski slavček? Nekako najbolj priljubljena slovenska opera je ta Gorenjski slavček. Zelo blizu je ljudem, zelo je poslušljiva, veliko ima lepih melodij, tudi atraktivne zborovske točke, ko so potem tle tudi malo kombinirane z ljudskimi plesi, so tudi narodne pesmi uglasbene in ukomponirane noter v opero. Tako da je zelo blizu ljudem. Po drugi strani je pa predstavlja kar velik izziv, tako pevski kot za orkester, tako da se z vso resnostjo lotevamo tega glasbenega dela. Že tukaj gledam ogromno vlog, ogromno ljudi, ki sodelujejo pri operi, tako da se zagotovo obeta en zelo zanimiv in vsekakor poseben dogodek v Beli krajini. Sicer pa, Simon, dejala sem že, vi boste dirigirali simfoničnemu orkestru, to počnete že nekaj časa, čeprav nekdaj v vaši mladosti ste se odločili, da boste pianist. In to ste tudi uresničili, udejanili in to ste odličen pianist. Kako se je začelo vse skupaj? Verjetno v glasbeni šoli. Ja, tako kot ponavadi pri vseh. Zdaj lahko povem, da pač v moji družini ožji pač ni bilo profesionalnih glasbenikov, da so moji starši čisti iz drugih poklicev. In sem jaz kot otrok, sta mama pa oče pela v zboru, ljubiteljskem, pa je bil tam organist in se je meni zdel strašno zanimiv in se lahko povem, kdo je to bil gospod Andraž Hauptmann, ki je tudi zelo priznan zborovodja. In jaz sem kot majhen fant gledal tiste orde in sem se čudil in sem rekel, to je pa res nekaj veličastnega, da človek nekaj takega zna. In potem sem jaz sam mami rekel, da jaz pa rad šel v glasbeno šolo. In je potem me dejansko vpisala in nisem nikoli šel ciljno v to, da bi zdaj moral biti pianist ali pa da bi zdaj moral biti karkoli drugega, tudi dirigent. Ampak sem nekako naletel na profesorje, na učitelje, ki so me znali lepo voditi in je bila potem ta pot nekako čisto spontano
se je to nadaljevalo, da sem jaz končal nižjo glasbeno šolo, pa sem rekel, ja, boš šel pa na srednjo in sem jaz čisto preprosto šel in potem, če si že pa tukaj, boš pa zdaj seveda tudi Še na doštudiral in tako akademijo, naprej. ne? Potem sem tudi malo v tujino še šel, sem bil 3 leta v Švici, da sem potem poskusil to moje klavirsko znanje čim bolj izpopolniti. No, tam sem pa potem spoznal enega profesorja spet po čistem naključju, ki me je vzel na dirigiranje kot stranski predmet. Jaz sem imel glavni predmet klavir in potem in je potem on mene pogledal takole pa rekel, ja, poslušaj, ti pa to lahko delal zares, ne? Pa daj se spravi, pa še to poskusi, ne? Pa sem si rekel, pa nikoli nisem na to pomišljal v tej smislu, da bi lahko, ne? No in potem sem ga preprosto ubogal, oziroma naredil sem to, kar mi je on rekel. In sva potem z njim zelo intenzivno se temu posvečala. No in potem je on meni rekel, veš, če se hočeš pa res naučiti dirigirati, pa pejdi v opero. To je najboljša dirigentska praksa. Če boš ti šel tja kot pianist, kot repetitor, boš tam videl točno vse, kaj funkcionira, kaj ne funkcionira in od tam je samo še en korak do tega, da prideš za pult. In jaz sem imel takrat velike pomisleke okrog tega. Glih iz tistega razloga, ki sem vam že prej omenil, ja, pa opera, pa kaj bom jaz tam nisem bil iz tega sveta, sploh ne, sploh ne. In sem se potem pa začel doma bolj poglabljati in odkrivati ta svet. In moram reči, da me je zelo prevzel. Tako čisto nepričakovano sem odkril eno vesolje, strašno zanimivo. Strašno zanimivo. Ker če rečemo, recimo, klasično glasbo, vzamemo neko določeno simfonijo, ki jo pač cel svet izvaja več ali manj na podoben način, ne? Sicer jaz že razpoznam, a je to, ne vem, ta orkester, a je orkester, a so to nemški, a so to ameriški, a so to naši. Tako, kvaliteta se že občuti, ne? Ampak ni takih velikih razlik, kot jih ponuja opera. In to, dobro, v kvaliteti seveda tudi, ampak predvsem v smislu recimo scene, postavitve, teh vizualnih idej, ne. Vsaka opera, ki se naredi, če jo dela drug scenograf, drug režiser, je popolnoma drug film, ne. Glasba sicer je podlaga ista, ampak eni postavijo Gorenjskega Slavčka, ne vem, zdaj imamo eno Vipavsko vas, drugega lahko postavijo v Ameriko, tretjega lahko postavijo kot povodnega moža. Mislim, možnosti so neverjetne. In tole je mene v bistvu prevzelo. Zdaj kot dirigenta me pa zanima opera predvsem iz tega logističnega stališča, ker orkester je v jami dol, oder je dvignen, pevci pojejo na pamet, zapravo nimajo opore not, se jim lahko njim vse sorte zgodi. Tudi dirigent nima povezave s pevci. Dirigent orkestra ima. Dirigent jo mora imeti. To je prva stvar. In zdaj, orkester je v jami, opera se dogaja na odru in dirigent je edina vez med tema dvema svetovoma. In recimo že samo, da se začne skupaj, mora biti dirigent, da ve pevc, kdaj bojo oni začeli. Oziroma, če imamo simfonijo, simfonični orkester, so oni vsi na odru in če se kje imajo za maja, recimo, se oni hitro vejo, koga morajo pogledati, pa se najdejo. Tukaj pa, če se pevc gor zgubi, orkester ne more vedeti, kje bi zdaj začel, da bo on lahko. In je potem dirigent tisti, ki to povezuje. Dejansko dirigent dirigira celotni predstavi, ne le simfoničnemu orkestru. Celotni. Dirigent mora imeti niti predstave v rokah, za tega, da stvar stoji skupaj. Če ne, pa zelo hitro razpade. In to je meni predstavljalo izziv imeti tako sposobnost, to znanje in to moč, da ti znaš opero čez pripeljati od začetka do konca, potem se mi zdi pa, da lahko dirigiraš, kar hočeš. No in sedaj ste zaposleni kot korepetitor v ljubljanski operi. Jaz sem dejansko potem prišel domov iz Švice in sem se zaposlil najprej v Mariboru 1 leto. Potem pa, ker živim v Ljubljani, ker imam tukaj družino in vse te stvari, sem bil vesel, da se je odprlo eno mesto v Ljubljani, da sem lahko presedlal v Ljubljano. In tukaj zdaj delujem kot korepetitor, pianist, to pomeni, skrbim za pripravo pevcev, igram na vajah zbora in na vajah, ko se postavlja režija, ko se pač ves ta proces opere
dokler ne pride orkester zraven, igramo pianisti. In potem, ko pa pride orkester zraven, se pa nekako naše delo konča. S tem, da sem za kakšne predstave tudi že asistent dirigenta, in sem že nekaj predstav potem tudi oddirigiral v ljubljanski operi. No in kako je sedaj v ljubljanski operi, prenovljeni, lepi, končno ste prišli do lepih prostorov, dolgo se je prenavljala ta opera? Ja, prekrasno, no. Z eno besedo lahko rečem, da smo vsi zelo, zelo veseli, da je prišlo do tega dne, da smo se lahko vselili. Ker 6 let brez operne hiše biti je za ansambel in za vse te, za celo opero je zelo velika, zelo dolga doba. Tako da smo se zelo razveselili naših novih prostorov. Kvadratura naših prostorov se je zdaj zvečala za 3-krat. Tako da ima zdaj orkester svojo vadnico, zbor svojo vadnico, balet 2 dvorani, režija ima 1 celo dvorano. Že samo ta logistična mašinerija odzadaj je zelo velika, vsak ima nekako svojo sobo, imamo res dobre pogoje. Potem je pa kompletno restaurirana dvorana in akustično zelo izboljšana, kar nas pa v bistvu najbolj od vsega veseli. Investicija je bila res velika in ljubljanska opera je veljala za slabo akustično dvorano. In smo se vsi malo potihem bali, a se bo to kaj izboljšalo ali se ne bo. Ker če se ne bi, bi lahko imeli pomisleke o tem, a se je to splačalo ali ne. In zdaj pa jaz sem si ogledal par predstav in moram reči, da je super. Zavabimo se, da si pridejo kaj pogledati. Je pa tudi kar polno zasedeno zdaj vse. Malo nekaj tudi iz radovednosti, ampak po drugi strani, ker pa 6 let ni bilo hiše, so ljudje dejansko lačni operne umetnosti. Zagotovo. In tako da sem jaz zadnjič hotel sam, sem kupil 2 karti za eno darilo, pa sem šele konec maja dobil. A ja? Ja. Je vse razprodano? Vse razprodano. V Semiču še ni. No, sicer pa vrnili ste se torej s postdiplomskega študija v Švici, odšli tja kot pianist, vrnili se nazaj kot pianist in dirigent, ampak eno obdobje ste veliko bili za klavirjem, spomnim se, da ste veliko gostovali, tudi v Beli krajini, ampak tudi v svetovnih mestih, v dvoranah, kakršni bi si samo želeli, skupaj z Anjo Bukovec, torej vaše sodelovanje z drugimi glasbeniki niste izključevali. Ne, jaz sem vedno zelo rad sodeloval z drugimi glasbeniki. Načeloma me je pri solističnem izvajanju, recimo, katerega koli inštrumenta motilo, pa mogoče predvsem klavirja, recimo, motilo predvsem to, da si tako samo se ukvarjaš sam s sabo, kar mi ni bilo preveč všeč. Zaprt si v svoji sobi, vadiš 5-6 ur na dan in razmišljaš o teh problemih in teh stvareh, potem pa prideš na oder, pa si tam spet sam. In me ta samota nekako mi ni bila všeč preprosto, jaz sem človek komunikacije. In zaradi tega sem že v študentskih letih veliko spremljal oziroma bil glasbeni partner, se temu lepše reče, recimo. In sem si s tem nekaj izkušenj nabral in me je vedno zanimalo to, kaj ti je tisti partner, v bistvu, kak impuls ti da, pa kako se boš ti odzval, pa kako se ujameta. No in tako sem se s tem kar dosti ukvarjal in ko sem prišel nazaj, smo pa potem kmalu, sem v bistvu spoznal šele Anjo Bukovec, s katero so potem imela kar eno zelo obsežno turnejo. Po celem svetu so bila res po 3 celinah. V bistvu tudi na nek način v sklopu slovenskega predsedovanja Uniji smo imeli toliko več, ne? Toliko več tega, ja, zaradi tega. In sva v par zelo lepih dvoranah in centrih nastopila, pol tudi slovenskim programom, tako da so tudi slovensko glasbo malo propagirala. In potem še naprej tudi po Sloveniji sva tudi zelo veliko igrala. Zdaj pa, ker je mene bolj v te dirigentske vode nekako zanaša, nimam več toliko časa, da bi lahko se posvečal že klavirju kot takmu in spremljavam, tako da
Z Anjo zdaj manj sodelujem, ampak sem prepričan, da bo pač sigurno še kaj. Zdaj Ja. smo tudi z orkestrom že malo sodelovali, tako da sem jaz dirigiral, pa je ona igrala, tako da bo prišlo tudi do kakšnih takih sodelovanj. Zanimivo, da vas po tolikih letih igranja in tudi uspehov, moramo priznati, klavirskega igranja sedaj nekako vleče v te dirigentske vode, ne le domžalskemu simfoničnemu orkestru, kot dirigent ste se preizkusili tudi z drugimi orkestri. Ja, jaz sem potem, če mogoče nadaljujem tisto zgodbo, ki sem jo začel, sem se potem odločil, da bom pa šel na eno dirigentsko tekmovanje. In sem šel v eno italijansko mesto Grosseto, kjer je bilo to tekmovanje, in sem bil nagrajen. In od takrat naprej sem pa potem kar naenkrat dobil neka taka povabila, ki sem v bistvu na začetku kar šokirala. Sem pa prišel do najboljših slovenskih orkestrov. In sem relativno kar redni gost Slovenske filharmonije, Simfoničnega orkestra, RTV Slovenija. Dobro, pri nas v operi tudi že nekaj malega delam. Pa tudi malo sem tudi v tujino že šel. Bil sem en mesec lani v Madridu v operni hiši kot asistent. Tako da tisto tekmovanje je bila ena taka, en mejnik, no. Drugače načeloma sem jaz proti tekmovanjem v nekem filozofskem smislu. Ker glasba, mi govorimo tle o umetnosti, ne govorimo o tekmovanju, o tekmi, o dirki. Ne more se to zmeti s časom. Kriteriji so relativni. Tukaj je to stvar okusa, stvar tudi neke izobrazbe, pa nekih predispozicij. In težko mi rečemo, zdaj pa ta boljši, ta pa slabši. Nekomu bo ta bolj všeč, nekomu bo on bolj všeč. Zato sem jaz načeloma nasprotnik tekmovanj. Zdaj, problem glasbenikov je pa to, kako priti do tistega, da se jih posluša, da jih povabijo še na koncerte. In tekmovanja pa so eno od sredstev, s katerim se ti lahko malo predstaviš. No? Ampak ravno razmišljam, kako pa izgleda dirigentsko tekmovanje? Različni dirigenti dirigirate isto skladbo enemu in istemu orkestru. Ali kako to izgleda? Ja, tako je bilo. Imeli smo 3 etape in v prvi etapi smo morali naštudirati, za vsako etapo je bil določen repertoar. Imeli smo recimo prvo etapo 6 dejanj različnih oper, od vsake opere po eno dejanje. In potem smo tik preden smo šli na oder izžrebali, katero dejanje bo to. In to prvo dejanje je bilo s pianistom. Pianist je igral opero, mi smo dirigirali in smo morali hkrati 5 pevske vloge. Dirigent mora znati vse pevske vloge. A res? Ja, seveda. Dirigent mora biti tudi pevec? Ne pevec, da bo zdaj, tukaj ne govorimo o nekem kvalitetnem petju, ampak preprosto, da znamo odpeti, da vemo, kaj mora pevec zapeti. To je zelo važno. Ker če tako lahko mi sledimo pevca, mu pomagamo, ga vidimo, da ga zbaše. In sploh, da to postavimo na mesto. Tako da to je bila prva selektivna runda. Potem se je pa že začelo delo z orkestrom. Imeli smo orkester Città di Grosseto, to je bil njihov mestni orkester. In je bilo spet 6 kompozicij, katero smo žrebali mi, katero bomo dirigirali. In smo potem smo imeli na razpolago pol ure, da delamo s tem orkestrom. Da pokažemo to neko praktično znanje, koliko mi vemo o orkestrski igri, kjer stvari slišimo, kjer ne slišimo, kaj popravimo, česa ne popravimo. Tako da so nas potem ocenili po tem. In potem je bil pa še finale. Je bil še finale, kjer pa smo imeli pa spet 6 drugih kompozicij. V glavnem je bil pa tukaj potem ta simfonični repertoar Beethovenove simfonije, kjer smo imeli spet na razpolago nek čas in pa komisija nam je zbrala par težjih, recimo, vstopov orkestrskih, da smo mi pokazali to neko ročno spretnost, koliko smo mi spretni. Zanimivo. Nikoli nisem niti razmišljala, da obstoja tekmovanje dirigentov. Sicer pa, Simon, kmalu boste lahko kar doma v družini kakšno komorno zasedbo sestavili, ki ti vaši bratje, sestri gredo po vaših stopinjah. Ja, nekako, kako bi rekel, grejo pa ne grejo. Tako da glih komorne skupine verjetno ne bomo mogli sestaviti,
Ampak jaz sem nekako bil prvi, potem pa se to nekako mojim staršem zdelo, da je to nekaj koristnega, ker pač čisto osnovna šola nas ni toliko obremenjevala. In zaradi tega je moj prvi brat tudi moral iti se učiti klavir. Kar je bilo pač čisto drugače pri njemu kot pri meni, ker je bilo to za njega nočna mora od prve do zadnje minute. In je on skozi sanjal, da bi on raje še nekaj drugega in tako naprej. In potem je le nekako sprosil, da se je začel učiti pa saksofon. In je pa potem s saksofonom šel v džezovske vode. Tako da on je v bistvu relativno kar daleč stran od mene po teh klasičnih, po pač glasbenih vodah. Je tudi zelo uspešen, moram reči, da v Ameriki je končal študije v New Yorku in tako in se je specializiral za jazz. Zdaj tisto klavirsko znanje mu je kakorkoli on obračal, lahko vse jih zelo prav prišlo, ker je klavir le osnova za vse inštrumente naprej, je pač vsaka stvar potem lažja, predvsem iz teoretičnega vidika. No, potem je pa tretji brat, je pa začel z violino in jo zdaj tudi končuje, sicer v Avstriji. Ga pa vleče v kompozicijo tudi, oziroma v te etnovode, sodeluje z Terrafolk skupino, pa piše za njih tudi aranžmaje že, pa kakšne svoje stvari, tako da je pa spet to neki tretji vej. Tako da na nek način smo povezani, pa tudi ne toliko, kar mi je pa po svoje tudi všeč. Vsekakor ste glasbena družina sedaj. Ja, smo nekako tako. Kaj boste pa še sestri, bomo pa še videli, sta pa še premlade. Še mlajši, ne? Tako, brat starejši gleda na male sestrce. Bomo čez par let slišali in videli, ampak vsekakor, kot že rečeno, bomo na velikonočni ponedeljek v Semiškem kulturnem centru doživeli Gorenjskega Slavčka v izvedbi teatra, glasbenega gledališča Figaro. In sedaj že sem se naučila, da ne boste dirigirali le simfoničnemu orkestru, ampak boste dirigirali celotni predstavi, celotni operi v Semiškem kulturnem centru. Simon Krečič, zanimivo je bilo klepetati z vami, kajti tu je svet, ki ga vsi ne poznamo najbolje, opera zagotovo, dirigentstvo in vse, o čemer sva se pogovarjala, verjamem. Mladi ste še, veliko ste dosegli, da bomo še veliko slišali o vaših uspehih. Predvsem pa menim, da je pomembno, da to, kar delate, delate z veseljem. Je tako? Ja, jaz mislim, da je to prva stvar, ki nas tudi nekako tukaj drži. Mislim, vsak, ki se ukvarja z glasbo, pa ki se ukvarja s teatrom, mora to imeti rad, če ne, to nima smisla. Oziroma, če gledamo na teh po nekih izračunih ekonomskih in vseh teh stvarih, tukaj ni te računice, tukaj ne sme obstajati. Če gledamo iz tega stališča, potem je bolje, da pustimo. Da se preusmerite v kaj drugega. Simon Krečič, pianist in dirigent, hvala lepa, da ste si našli čas, prišli v naš studio in se vidimo v Semiču. Najlepša hvala za vabilo. Vam, drage gledalke, dragi gledalci, pa le še hvala za pozornost, lep, prijeten preostanek večera. Dali smo vam dober namig, kako preživeti velikonočni ponedeljek letošnje leto. Morda se srečamo. Pa lep večer še naprej.